Danes v oddaji gostimo režiserja, performerja, tekstopisca, glasbenika in občasnega računalniškega programerja, od oktobra dalje pa novega generalnega direktorja Cankarjevega doma, Jureta Novaka. Jure, pozdravljen. Dober večer. Dober večer. Dober večer. Torej, oktobra si prevzel mesto generalnega direktorja Cankarjevega doma. To je kar velik korak. Kako to, da si se odločil zanj? Res sem si to naredil. Ne, ponudila se je priložnost, ki pride samo vsakih 5, 10, 15 let mimo. In zdelo se mi je, da sem v neki pravi življenjski fazi, v pravem trenutku, da potrebujem in si želim novega izziva. In zdaj sem dobil, kar sem si zaželel. Ja. No, verjetno se ne da opisati na kratko, ampak če bi se lahko, kakšna je tvoja vizija za Cankarjev dom v naslednjih 5 letih? Cankarjev dom je absolutno centralna, največja, najbolj središčna slovenska kulturna institucija, ki združuje v bistvu vse umetniške zvrsti. In moja glavna služba, moja glavna dolžnost bo, da ogromni ekipi zaposlenih in stalnih sodelavcev in partnerskih organizacij v bistvu omogočam najboljše pogoje za delo. No, da bojo to, kar že zdaj počnejo dobro, lahko počeli odlično, še bolje, še bolj ambiciozno, s še večjim veseljem. Kako hitro se pa publika spreminja, recimo? Oziroma, kako se ji prilagajate? Publike se absolutno spreminjajo in dolžnost v bistvu vseh, ki z njimi delamo, tako nas kot recimo tudi vas na RTV-ju, je, da ne samo, da jim sledimo, ampak v bistvu, da smo vedno pol koraka pred njimi, da ponujemo nove vsebine, nove načine komunikacije in absolutno bomo to tudi v Cankarjevem domu počeli. Si koga, mogoče še posebej, želiš pripeljati v Cankarjev dom v teh 5 letih? Na oder. Na oder, ja, ne na pijačo. Tukaj moram biti zelo pazljiv, namreč v Cankarjevem domu imamo zaposlenih 6 področnih vodij, ki skrbijo vsak za svoje področje kulture, in oni so v bistvu tisti, ki na koncu izbirajo imena in se dogovarjajo sodelovanja. Jaz jim lahko v najboljšem primeru prišepnem mogoče kakšno svojo željo. In to bi bila, recimo? Ja, kdo? Ja, imam ene par velikih gledaliških imen, pa kakšne glasbenike, ki bi jih si želel, ampak moram se najprej posvetovati s strokovnjaki, pa potem... Morajo oni požegnati. Na koncu bo izgledalo, da nisem si jaz zbral, da so si oni. Okay. V kakšnem stanju je gledališče danes v Sloveniji, po tvoje? Slovensko gledališče je v odličnem stanju, to sem absolutno prepričan, to se vidi tudi na podlagi v bistvu nagrad, ki jih pobiramo na velikih tudi mednarodnih festivalih, in vesel sem v bistvu, da bom tudi v Cankarjevem delu še naprej te zgodbe o uspehu slovenskega gledališča. Za naslednje leto načrtujemo 2 sodelovanji, eno z mariborsko dramo in eno z ljubljansko opero, ki se jih že vnaprej zelo veselim. In tudi obisk gledališča je v bistvu kar dober v zadnjih letih. Res je, ravno v Kranjskem gledališču, od koder sem prišel v Cankarja, smo tik pred mojim odhodom v bistvu beležili rekorden vpis abonmajev. Pogrešaš kaj režijo? Umetniško? Umetniški proces? Ja, bistvena razlika je, da v bistvu v Cankarju je relativno malo vaj. Nam pridejo ljudje samo na koncu, ko je v bistvu že vse narejeno, in cel ta del, kjer se začne nek projekt snovati in razvijati, mi manjka, zdaj nimam več vpogleda v njega, hkrati pa imam možnost videti noro veliko enih zaključnih procesov in odličnih stvari, ki se pri nas dogajajo. Se bo v teh letih mogoče pa malo več inspiracije nabral, pa bo pol sam butnal ven. No, to željo po ustvarjanju pa nekako balansiraš z glasbeno-literarnim projektom na 3-letno kolobarjenje s praho in slišim, da boste naslednje leto izdali novo ploščo. Novo ploščo, 3. ploščo, ja, praha se je iztekla in treba bo zorati, oziroma kaj je to praha? Žetnivo. Praha je počitek. Gre za srednjeveški agronomski sistem, kjer so polja se na 3 leta menjajo, eno polje pa počiva in je v prahi, in to je tudi moja pozicija, ko grem na vajo za ta projekt, sem v bistvu v prahi in počivam in uživam v sodelovanju z glasbenim. Boste imeli kakšen koncert? Res je, 11. januarja v Kinu Šiška, promo koncert za novo ploščo z naslovom FM. FM. In boste s svojim kolegom boste samo vidve? Ne, z Urošem Buhom sva sicer v osnovi band, ampak tokrat smo pa veliko srečo, da sva pridobila k sodelovanju še odličen band, se pravi gospoda Tiborja Mihaela Cajda,
gospoda Vida Drašljarja in gospod Polono Janežič. O, super, tako da bo. Tako da se veselim. Super. Jure, najlepša hvala za obisk v studiu. Mi ti želiva, da dobro vodite Cankarjev dom. Ja, pa čim več dobrih plat, pa pol, ko bo pa vsega konca, pa nekaj dobrega, norega zrežiraš. Vela, zmenjen. Hvala lepa, srečno. Hvala.